lahko zdaj grem? Voditeljica, sam preden greš, moramo te še pokazati, to je voditeljica improvizije. Živjo. Zdaj pa lahko greš. Ne, lahko še kaj poveš, ne? Mudi se ji. Super bo, improvizija bo fantastična. Ti da boste pa vse povedali. Wow, vedeževalske sposobnosti. Tu je Tomaž, on je voditelj, obenem pa tudi scenograf. Po dve funkciji v enem, pa tukaj vse ima tako incestivno. Si pri vas je veliko takih, ki imajo več funkcij, a ne? Ja, to je ful popularno pri nas. Več funkcionalnosti. V sorodu smo pa spimo en z drugim pa tako. To? To se pol obnese, ali kaj? Ja, to je pač tako. Ja, to se obnese, če pač vse skupaj ostane incestivno, da ni samo ena stvar. Recimo, če samo spiš nekom, pa ne delaš z njim, pa to je čuden, ne? Moraš in spati in delati z njim. Pa v klet se ne zapirate, pa tako? Ne, to pa ne. Maja, a bomo razložili, kaj nas čaka 21. maja? Čaka nas največji pompozen, glamurozen dogodek, bolj evrovizijski od Eurovizije. To nas čaka. Kič, duhovita, elegantna voditelja, ki menjata obleke vsako drugo pesem, vsaj voditeljica. Različne žanrske zasedbe, odrski spektakel in take stvari. Seveda pa tudi glasovanje vzhodne, zahodne, severne in južne Evrope za zmagovalno popevko Improvizije 2008. A so priprave bile dolge, mukotrpne? Priprave še vedno potekajo. Lahko povem skrivnost, da zdaj zbiramo vso dokumentacijo za vso pirotehniko, ki bo na odru. Ker bo vse pokalo in žarelo in gorelo. In ne samo od energije, ampak tudi dobesedno. Predvsem se pa veselimo tega in se pripravljamo na ta stik z občinstvom, ker občinstvo v bistvu naredi potem predstavo in bomo imeli skupaj, se mi zdi, eno fajn doživetje. A se vas bo lahko dotikali občinstvo, če ste imeli stik? Nekaterih pevk se je dovoljeno dotikati, ampak to zelo jasno povejo, da se jih je dovoljeno. Aha, bo jasno vse, ne bo? Ja, mislim, pa oni zelo radi vidijo, da se jih občinstvo dotika. Pričakujete kakšne težave, kot so to na Evroviziji, tej vaši konkurenčni viziji? Ja, pričakujemo zaplete z glasovanjem. Ne vemo, ali bo vse v redu s televotingom ali ne. Pričakujemo tudi razočaranje in srečo ob zmagi ali izgubi. Pričakujemo demonstracije, tako da bomo imeli zelo hude varnostne ukrepe, ker pač bodo prišli oboževalci izvajalcev in pa ljudje, ki so pač politično ne strinjajo s kakšnimi stvarmi in da bodo demonstrirali, tako da bo zelo napeto. A so bile že kakšne spletke? Ste že opazili, da se tekmovalci med seboj kaj dajejo? Ja, predvsem nas skrbi za Eli Birhaus, ker ne vemo, ali bo res stopila na oder ali ne, ker pač, kot veste, ima zadnje čase veliko problemov z alkoholom in ostalo drogo. Danes na vaji je bila kar v redu, ne? Danes je šlo, ampak nikoli ne veš, kaj spije, preden pride na oder. Imate kako rezervo? Na odru bo pri Eli bo sigurno en steber, na katerega se bo lahko oslonila in izvedla. Jaz upam, da nastopi do konca. V redu. Lahko povemo, da imamo tudi posebnega gosta, ki je pravi Italijan in ne samo odigrani Italijan. In pač nas skrbi, ali bo res prišel pravočasno ali ne, da nastopi v vlogi italijanskega šansonjerja, podobnega Eros Ramazzottiju. Poleg teh, ki smo jih zdaj že našteli, kdo pa bodo še nastopali na letošnji Improviziji? Kjere smo pa že našteli? Italijana, pa Amy, pa mislim, da koga drugega pa Ano Marijo. Tako, iz glave. Iz glave. Iz glave imamo tudi zasedbo Fjord, oziroma Fjord, kjer imamo eno noro pevko in dva gibalca, oblečena v labode. To je pač skandinavska čudaškost. Imamo top dizajn, ki se bodo nocoj, mislim, na Improviziji prvič predstavili po letu 82, ko smo imeli svoj zadnji koncert. Kako vam je pa to uspelo? Malo starejši so in jih je bilo treba poklicati in pač smo jih zbrali. Pač tak velik dogodek, da so rekli, fantje, pač še vedno imamo moč in še vedno se lahko zberemo in pridemo na oder Linhartove dvorane in naredimo svoj res zadnji koncert. Za starejše dame v občinstvu smo posebej pripravili zasedbo Devino. To so 4 elegantni moški, ki pojejo opero. Potem za malo mlajše poslušalce imamo pa, to moram pa prebrati, ker je zelo zapleteno ime, A, B, C, D, E, F, Gangsta, Kilah, Dog, Fit, Miha, Miha, Miha in Pocestna Tina in Razpočna Mina. To je pa za malo mlajše. To bo pa kar težava prebrati, ne? Moš trenirati. Ja, se bomo imeli listke. Trotl bobni pa to ne bo? Prišepetovalci kakšni? Imeli bomo tudi seveda slušalke tle noter, režija bo. Ampak ne vem, če bo to delovalo.
V redu. Stavnice pa tudi visoko kažejo na zmago Blamaža Dobrštilja, to je pa solo kantavtor, Blamaž Dobrštilj. Kako bi ga pa opisali? Opisali bi ga kot človeka s kitaro in čustvi in hecno obliko. Ampak predvsem hecno obleko bo imela pa zasedba Xaver Univerzum, ker obljubljajo, da ne bo na odru nič drugega kot srebro. V redu. To je to. to. Mislim, da smo kar našteli. No, zdaj pa še malo resnosti. Kdo skrbi za kostume? Za kostume skrbi Mario Dragojevič. Zadovoljni z njim? Zelo zadovoljni, z njim sodelujemo že verjetno kar od kakšne druge improvizije in od takrat naprej ga nismo več spustili iz rok, zelo fajn je. Moramo povedati, da ta improvizija je koliko po vrsti? 7. V kostumih lahko povem to, no, pa sploh o vseh stvarih, da pač imamo zelo majhen budžet in zato se niti ena stvar ne izdela posebej za to, čeprav bi si to enkrat želeli. Ampak Mario je tudi zelo dober v tem, da po vseh možnih fundusih in koncih in krajih Slovenije pač najde primerne kostume za te izvajalce. Ker gre pa tudi za kostumski spektakel, tako da mora biti kar orang. Publika je ponavadi že taka, ki je bila na prvi improviziji, ali se vsako leto nabere? Glede na to, da do zdaj je bilo to v Kudu France Prešeren, ki sprejme dobrih 100 obiskovalcev, zdaj je pa v Linhartovi dvorani, ki jih sprejme 600, bo kar precej novega občinstva prišlo in kot se kaže, bo seveda stvar razprodana. To! Jaz pa lahko povem še eno skrb, resnično skrb. In sicer gre za to, da smo do zdaj imeli vedno v Kudu France Prešeren, to improvizijo, in je bil to fajn kontrast, pač tak fajn alter prostor z nekim glamurjem v kombinaciji in je bil dober kontrast. Zdaj pa gremo v Cankarjev dom, ki mogoče nima več tako močnega kontrasta oziroma ga nima več in to mene rahlo skrbi z umetniškega stališča, ampak smo se pač za to odločili, ker vidimo, da bi toliko več ljudi radi videli ta dogodek in smo rekli, ajde, probimo, da vidimo, kaj se izkaže, pa bomo videli za naslednje leto naprej. Ma skrb je odveč, po mojem, improvizija bo fajn. Pridite, ne? Pridite v Linhartovo 21. Tako je, 21. 2030. V redu, hvala. Hvala.